prišli, imamo 11 porodnih sob. In porodna soba 7 je znana po tem, da je najbližje operacijski dvorani in najbližja enoti intenzivne nege in terapije novorojenčkov. Zato v njej pogosto namestimo mamice in novorojenčkov, pri katerih pričakujemo, da se bo med porodom ali po rojstvu pojavili zapleti. Pomagati takim mamicam in novorojenčkom je veščina, ki se jo učimo celo življenje. In veščina, ki jo moramo samo s timskim delom. Ne zmoremo pa je brez opreme. In zato potrebujemo pomoč. Miklavževo darilo, ki je prišlo danes, ni prišlo direktno iz nebes, žal ne. Miklavževo je pomagalo zelo veliko ljudi, ki jaz včasih gledam skoraj svetnike. To so najprej moji kolegi, zdravniki, neonatologi in porodničarji, moje zveste sodelavke babice in medicinske sestre. Od njih je tudi prišla ideja, da bi to sobo posebej opremili. Mi imamo sicer krasne ideje, veliko delavnosti in veliko požrtvovalnosti, na koncu nam pa res. In tukaj smo prosili za sodelovanje fante iz Rotary kluba 25 Ljubljana. Z njimi sodelujemo že leta 2010 in izpeljali smo že nekaj prav velikih akcij. In ta je ena večjih. Nabavili smo veliko opremo za otroško intenzivno enoto, opremili smo apartmaje, kjer bivajo mamice, ki imajo po porodu otroke na otroški intenzivni in zato ne morejo domov, ampak ostajajo pri nas v porodnišnici. Pred 2 leti smo na dan nedonošenčkov zaključili akcijo vredno 180 000 evrov, ko smo opremili posebno intenzivno sobo za nedonošenčke. Vsaka akcija je bila za nas izjemno pomembna in tudi ta je za nas izjemno pomembna. In opremo iz vseh akcij seveda uporabljamo še danes, ker z njo ravnamo skrbno in ker se zavedamo njene vrednosti. Danes odpiramo sobo, ki je vredna približno 85 000 evrov in večino denarja so zbrali predstavniki Rotary kluba 25 Ljubljana. Elio, najlepši med njimi, mi je povedal, trenutni predsednik mi je povedal, da so si letos pridobili naziv najboljšega Rotary kluba v Evropi. Čestitam. Čestitam in hvala od srca za vso dobrodelnost, ki ste jo namenili do zdaj nam. Ker je danes dan svetega Miklavža, ki ga vedno spremljajo angeli, bom prebrala pesem Toneta Pavčka iz knjige Angeli. Angel za mame. Mama je angel sama, pa angela ne potrebuje. Njej je naloga dana, da druge varuje. Kot angel je za otroka, ki ga nosi v trebuhu. Potlej ga njena roka vodi k delu in v kruhu. Mama za svoje stvarce srajčko ljubezni veže in rade voli udarce, namenjene njim, prestreže. Z mamo otrok je združen z večno popkovino. Mama je angel, zaslužen za srečno rimo. A sreča kot sonce zahaja in z njo odidejo mnogi, da mama vztraja do kraja v svoji angelski vlogi. V imenu vseh teh angelskih mam, ki rojevajo pri nas, v imenu njihovih dojenčkov, novorojenčkov, v imenu osebja porodnišnice Ljubljana, se iskreno zahvaljujem vsem, ki ste pomagali, da smo obnovili porodno sobo številka 7 in ji dali nov sijaj, predvsem pa novo moč in opremo, s katero bomo lahko pomagali ogroženim porodnicam in novorojenčkam iz cele Slovenije. Danes imam poleg tega še zelo posebno čast, da vam lahko predstavim gospo Marjano Drčar. Gospa Marjana Drčar, Marjana, je bila prva glavna babica v tej stavbi, glavna babica porodnega bloka. Ona je pomagala vzpostaviti delovanje te hiše in vzpostaviti delovanje porodnega bloka, ki je najpomembnejši porodni blok v Sloveniji in po mojem najpomembnejši center Slovenije, popek Slovenije, tako rekoč, kajti tukaj se rodi 1/3 vseh otrok. Brez Marjanine srčnosti in pomoči bi takrat bilo rojevanje tega porodnega bloka bistveno težje. Ko sem jaz prišla v službo, je bila Marjana še vedno glavna babica, znana po svoji natančnosti, idejah, delovnosti in povezovalni vlogi. Danes nam je za zgled svojo pozitivno energijo, borbenostjo in voljo do življenja.
Vi ne veste, kakšna volja do življenja se skriva v tej lepi ženski. Danes nas razsleduje s svojimi slikami. Te slike so njena strast in njeno delo. In posebno čast mi je, da lahko danes prvič otvorim razstavo slik v Porodnišnici Ljubljana enega od naših kolegov. Marjana, res hvala lepa za to. Gospa Marjana. Hvala. Vabim predsednika Rotary kluba. Dobar dan vsem še z moje strani. Jaz sem Tilen Terlep, sem pretekli predsednik Rotary kluba Ljubljana 25. Res sem vesel, da ste se danes tukaj izbrali v takem številu in da lahko praznujemo ta praznik, ki smo ga pripravili s predajo te sobe za rizične porode. Zelo sem vesel, ker bo pomagala ta soba mamicam in otrokom, ki so po mojem mnenju osnovni gradnik naše družbe in ki se soočajo s temi stresnimi situacijami poroda. V osnovi vsaj boli. Zdaj, potem si pa predstavljate, kako stresen je šele rizični porod. Jaz sem to doživljal sicer iz druge roke. Moja žena je rodila v tej sobi 7, tako da jaz sem danes še posebej ponosen in zadovoljen, da to sobo predajamo. In upam, da bo mamicam in otrokom pomagala pri tem, da bodo te stresne trenutke preživljale bolj sproščeno in lažje. Rad bi se posebej zahvalil in upam tudi, da bo temu predanemu osebju, ki deluje v teh porodnih sobah, ta soba pomagala in da bojo lažje in z večjim veseljem upravljali svoje delo. Zdaj pa še ena beseda o naših kolegih, s katerimi smo sodelovali pri tem projektu. Brez mednarodnega sodelovanja Rotaryja tukaj tega projekta danes ne bi bilo in danes imamo dva predstavnika kluba Bad Radkersburg z nami. Liebe Freunde, vielen Dank für eure Hilfe. Rad bi se zahvalil poleg tega še Rotary klubu Zagreb Gradec, potem bi se rad zahvalil turškemu klubu, ki je sodeloval v Sloveniji, Rotary klubu Inegöl. Zahvalil bi se rad še distriktu za njegovo donacijo in pa seveda ne nazadnje tudi Nataši za vso pomoč, spodbudo in dobre ideje tekom tega postopka. Naj ta soba dobro služi mamam in otrokom, jaz želim tudi osebju in naj bo naslednja obnovljena kaj prej kot v 30 letih. Hvala za dobre želje, hvala za sobo in hvala za govor. Zdaj pa Eljo, kje si? Izvoli, tvoja beseda. Aktualni predsednik, ne reče, da nisi vedel. Ne. Elja je trenutni predsednik Rotary kluba 25. Bo izpeljal naslednja akcija, smo že dogovorili. Jaz lahko samo tako, kot so že vsi povedali, mi smo izredno veseli, da lahko pomagamo. To je tisto, kar je naš cilj. Želimo enostavno narediti nekaj dobrega. In vsi ti prijatelji naši, ki so tukaj prisotni, nas je skupaj 20, vzamemo naš prosti čas, ga vzamemo od naših družin, ker verjamemo to, da če vsak od nas naredi nekaj majhnega, vsi skupaj lahko naredimo potem nekaj velikega. Tako da res hvala in mi tako kot vedno se ne bomo zaustavili. Naš klub bo letos praksi slavil 10-letnico, v teh 10 letih smo že veliko stvari naredili in pred nami so novi izzivi. Želimo tako kot vedno pomagati otrokom, želimo narediti nekaj posebnega. Eden izmed naših bodočih projektov, oziroma naš glavni bodoči projekt, bo en kamp, en poseben kamp na Dolenjskem, ker želimo pomagati vsem otrokom, ki si ne morejo privoščiti. In ne morete si verjeti, koliko je teh otrok v Sloveniji. Koliko otrok enostavno ne more na počitnice, zato ker ne more, ni denarja, ni financ. In mi se spomnimo še danes, kako so ti otroci, ko smo to naredili. Smo pomagali 11.393 otrokom, da so šli v šolo s ponosom, da so imeli eno lepo torbo, da so imeli najlepše zvezke, ne zvezke, najlepše zvezke. In da so enostavno bili tako, kot je prav za vse otroke, da so vsi enaki. In zato želimo, da otroci, ko bojo v jeseni spet v šolo šli, da se bojo lahko pohvalili, bojo rekli, a veste, kje smo mi bili? Mi smo pa bili tam, ta prostor je absolutno to.
Seveda še enkrat hvala vsem tudi tukaj v tej ustanovi za vse, kar dobrega naredite vsaki dan in morda vas premalo hvalijo za to čudovito delo, ki vidite. Hvala. Hvala res za te lepe besede in hvala, ker pomagate otrokom, nerojenim in tistim šolskim in tistim, ki imajo druge probleme. Zdaj pa še našemu generalnemu direktorju, magistru Dražu Kopaču, predajam mikrofon in dali odr za kratko. Kakšna besedica. Lep pozdrav sem skupaj tudi v mojem imenu. Jaz bi se res lepo zahvalil donatorju Rotary Klub Ljubljana 25, ki je prispeval večji del sredstev za obnovo naše porodne sobe. Zelo smo veseli tega sodelovanja, veseli smo vsake nove pridobitve, ki pomeni izboljšanje možnost za boljšo obravnavo naših pacientov, tako želim v tem primeru mogoče še malo drugačen pomen, da gre za mamice in dojenčke. Tako da, hvala lepa. Veseli dejstvo, da to sodelovanje traja že več let, kar pomeni, da s svojim delom, s svojimi rezultati upravičimo to zaupanje, ki nam ga namenjate in tudi v prihodnje se bomo potrudili skupaj z vsemi sodelavci, da bo to tako. Hvala lepa. Hvala. Marjana? A lahko naša sestra anestezistka? Seveda. Ona piše pesmice, ima eno prijetno pesmico, ravno za to Zmaga. Evo, Zmaga je bila pa naša anestezijska sestra dolgo let. Ja. Zdaj pa moja karijera. Celo karijero je bila v porodnišnici. Zdaj nas bo presenetila. Zmaga piše pesmi. Jo, veliko umetnikov med našimi sodelavci. In lepo, da se izpostavite. Ja, prav izpostavljam se, ker sem včeraj na Facebooku prebrala, da danes Marjana ima tu razstavo in sem rekla, da grem sem. In zdaj 5 minut pred 12 smo izbrskala tole pesmico. Ves najen si, novorojenček. Ves najen si in mi dva sva vsa tvoja. Valujoča, trgajoča bolečina rojevanja izginja v tvojem joku. Meseci hrepenenja so se utelesili v tebi. Oblikovali so te sokovi mojega življenja. Babica te je položila na moj trebuh. S mekonjem prekrit ležiš na meni, poslušaš bitje mojega srca. Neizmerno srečna se dotikam tebe vsega, tvojega obraza in mehkega temena. Odpiraš oči, ustceca išejo moje prsi, na vsaki ročici 5 drobcenih prskov, na vsaki nožici 5 drobcenih prskov. V očeh tvojega očeta se leskečejo smehljajoče solze. Ves najen si in mi dva sva vsa tvoja. Sedaj smo družina. Hvala. Srečno porodnišnici in vsem mamam in očetom in otrokom še za naprej. Zmaga, res najlepša hvala. Vidite, medicina in umetnost sta velikokrat povezani. Velikokrat, res. Hvala. Hvala vam, hvala Marjani. Zdaj imamo še 2 umetnika, ki sicer nista medicinca, ampak sta velikokrat povezana. Vsaj malo z medicino.
Thank you.